Na prometni šoli Maribor danes pripravljate dan prometne varnosti. Nam lahko poveste, zakaj gre? Ja, na prometni šoli Maribor letos tretje leto že organiziramo dan prometne varnosti. Nekako je dozorela odločitev že pred časom, da se moramo vključiti v aktivnosti, s pomočjo katerih bi mlade osveščali o varni udeležbi v prometu. Glede na to, da v šoli seveda izobražujemo tudi za različne vrste prometa oziroma mladi dobivajo znanja iz različnih vrst prometnih podsistemov, smo se nekako odločili, da predstavimo neke elemente varnosti v železniškem, v cestnem, letalskem prometu in to s pomočjo predavateljev, ki izhajajo iz stroke, ki so strokovnjaki na področju tovrstne prometne varnosti. Za varnost na območju Mariborske občine skrbi Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu. Kakšne so vaše naloge? Torej, kot ste že rekli, naš svet skrbi za varnost in vzgojo v cestnem prometu in sicer želimo z našimi akcijami vplivati na vse udeležence v cestnem prometu, da se obnašajo preventivno, da spoštujejo cestne prometne predpise in da za svojim ravnanjem poskušajo čim bolj preprečiti oziroma da ne pride do tistih najbolj tragičnih dogodkov. Kakšna je prometna varnost na območju Mariborske občine? Torej, če gledamo predvsem na varnost tistih najmlajših, lahko rečemo, da smo z varnostjo zadovoljni. Zmanjšuje se število prometnih nesreč za udeležbo otrok in ne beležimo tistih najbolj tragičnih posledic, da bi v prometnih nesrečah otroci izgubili življenje. Kar se tiče pa ostalih udeležencev v prometu, pa mislim, da imamo še kar precej dela. Treba je voznike in ostale udeležence pripraviti do tega, da alkohol in hitrost ne gre skupaj, da se tudi pešci bolj zavedajo odgovornega ravnanja v prometu. Prav zato je verjetno najbolje začeti s prometno vzgojo že pri najmlajših oziroma mladostnikih, kot jih imamo danes tukaj, ne? Tako mi najmlajšim dejansko največ nalog oziroma največ aktivnosti in največ truda posvečamo. Začnemo že z vzgojo tistih najmlajših v vrtcu in pa nadaljujemo potem tudi v osnovnih šolah. Žal pa iz leta v leto ugotavljamo, da potem se ta prometna varnost nekje konča na višji stopnji že v osnovni šoli, da pa je tega občutno premalo v srednjih šolah. In to ravno pri našem delu poskušamo spremeniti. Kako kot inštruktor varne vožnje ocenjujete varnost v cestnem prometu in kateri so tisti elementi, s katerimi bi bilo moč izboljšati varnost? Zdaj kot sama varnost, v zadnjih letih se je mogoče z novo zakonodajo malenkost izboljšala. Glede tehnike recimo se predvsem izboljšuje, jaz vidim predvsem problem, da pri ljudeh sedežni položaj, sploh pri starejših voznikih pa ostalih, ki že imajo, potem nastavitev volana, drža rok na volanu, to je predvsem problem. In v kritičnih situacijah, kadar mi moramo odreagirati nekako na hitro, je to zelo bistvenega pomena za elemente varnosti. Ali to morda pomeni, da ima avtošola ne da zadostnega znanja za potem realnost v prometu? Je v bistvu avtošola ima predpisane programe, jaz mislim, da na tem področju se je že dosti izboljšalo z novo zakonodajo, jim dajo, opažamo pa, da recimo ti mladi vozniki, predvsem ko pridejo z avtošole, nekako v parih mestih že imajo nek svoj stil vožnje in ga je bolj težko nazaj pridobiti.